Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Že lep pozdrav. Lep pozdrav, sonce se nam je naredilo, ampak mi Da, ni čisto drugače. greva pogledati ponedeljkovo delo, v katerem so meritve javnega mnenja, precej nerodno za sedanjo vladajočo koalicijo. Ampak tako, jaz mislim, da kakšne razlage pa obstajajo. Prvi komentarji so bili precej... Govoriva o gorostasnem padcu popularnosti in tako, pa govoriva o dejstvu, da opozicijska SDS ima trenutno višjo javnomnenjsko podporo kot Gibanje Svoboda. Premier ima pa prav tako podporo, ki je enaka ali celo nižja, kot je podpora namenjena opozicijskemu voditelju Janši. Ma nižjo vendar celo. Tako, ja. Kaj se dogaja? Ja, ključno vprašanje je, ali gre tu v lepi slovenščini rečeno za nameštalko ali to realen proces. Zaprav, to je vprašanje, ki se je izoblikovalo zdaj v javnosti. Jaz sem šel, pa sem preštudiral desno-levi tisk, in v desnem tisku je teza zelo nedvoumna, da gre za zaroto globoke države, Old Boysov, Milana Kučana, skratka štandardnega repertoarja iz teorije zarote, in da on pač Golob namreč ni upravičil zaupanja rekonstrukcije pač Rdeče Slovenije, in v tem smislu je njegov odhod iz oblasti samo vprašanje časa. Medtem ko se v bistvu v bolj analitsko močnem delu časopisja in komentatorja pač pojavlja teza, da si je pač to prislužil za to aroganco in z samopašnim in samovoljnim načinom vladanja. Ne vem, ob tem bi se jaz vprašal, ali ne mara sledil na svetu Slavija Žižka, tako je takrat že, da ne vlada s trdo roko, in se mu recimo to ni obneslo. Mislim, kar je pri meni spregledano vprašanje, je samo izhodišče. Pravi, volilni rezultat, ki ga je Gibanje Svoboda doseglo, je fenomenalno visok. Mislim, take volilne zmage pač še nobena stranka ni imela. In vprašanje, ki se meni zastavlja, a je Gibanje Svoboda, kot dajmo reči neka liberalno-socialna stranka, v resnici reprezentant tolikšnega dela slovenske skupnosti, ali pa se je v Gibanje Svoboda investiralo pričakovanje tistih, ki pravzaprav samega sebe ne morejo ali ne želijo definirati v nekem političnem smislu. In še vedno ima Gibanje Svoboda za neko socialno-liberalno stranko podporo tam, 15, 18, včasih tudi 20%, kar v resnici ni malo. Ker je prek tega, je v resnici pritegnitev glasov, ki so sicer neodločeni, in se mi zdi, da je na volitvah Golobu ta veliki met mobilizacije neodločenih uspel. Ta del volilnega telesa je migriral, en del volilnega telesa, ki ga je imel, je s kakšnimi potezami nezadovoljen, hkrati je pa z parimi potezami pravzaprav sekal v lastno strukturo ali pa lastno politično bazo in jo izgubil. Ja, zdaj ključno vprašanje je, ali verjameš v ankete, da je to, kar so izmerile, resnično. Jaz mislim tako, da ankete je treba brati, jih je treba znati brati. Zdaj, pri branju je vedno v pojasnilih, kako je anketa nastala, opisano, kakšna je merska napaka, kar ponavadi spregledamo. In pač
Tisto, kar pa hkrati tudi šteje, je pa trend. Ne? Ta trend je pač neugoden, ne, za Goloba. Jaz jim verjamem, anketam namreč ne. Ampak z Golobom. Mislim, imam tudi ankete, ki jim jaz ne verjamem. Ne? Zaradi tega, ker ko vidim metodološka pojasnila, vidim, da je tist, kot bi rekli, mlajši od mene, brez veze. Ne? Golob ima. Premier Golob ima en velik problem. Ne? V zadnjih času je pokazal znake nervoze in avtoritarnosti. Pokazal se je, da je konja oziroma zmaja, na katerega sedel, poenačil s sabo. Se pravi, če si ti nekdo, ki sede na konja, ki je neukročen, ali pa na zmaja, ki ima veliko moč, ne? Potem moraš pokazati zelo veliko stopnjo sposobnosti in modrosti, da takega zmaja upravljaš. Ne? In on je prišel pač do točke iz različnih ravni in iz različnih smeri, v katerih je začel prihajati do prepričanja, da je on tisti, ki je resnično dober in močan. Se pravi, ni, ali pa če tehnično rečem tako, malo karikirano, on je sedel na sesalski, ki se je priklopil in je posesal vse, kar ni maralo Janše, iz vsem jasno razumljivih in nerazumljivih razlogov, se pravi iz vseh možnih razlogov. Se pravi, ključna determinanta v razumevanju Goloba je lahko samo Janša. In potem iz tega izpeljane obljube. Kaj je bilo obljubljeno, ko so ljudje podelili, mnogi so se odrekali, taktično odrekali podpori drugim strankam zato, da bi lahko skoncentrirali določeno moč, da bi upravili z pač posledicami tega, kar je Janša počel v obliki divje privatizacije, preostankov gospodarstva, v obliki diskvalifikacij, vsega nasprotnega, konec koncev obvodov denarja, davkoplačevalskega denarja, ki je šel v Bojane Požarje, ki je šel v Nove TV, ki je šel v lastništvo Madžarov, v nezdrave zaveze z Viktorjem Orbanom in podobne stvari. Ljudje so to opazovali in so rekli, dosti je tega ne maramo. In seveda so na nasprotno stran tega, te kritike postavili pričakovanja. No? In tu se mi zdi, da Goloba spodnese, ker tih pričakovanj ne upraviči. Ne? Mi da so že v samem začetku povedala tukaj za to mizo, da Golob stoji ali pade na eni točki. Vse druge so seveda zelo pomembne in lahko tudi pade, ampak definitivno pade pa na vprašanju zdravstva. V letu in pol se ni zgodilo v zdravstvu domala nič pozitivnega, zelo veliko pa negativnega. Ne? In če on tega poslanstva pač ne bo izpolnil, potem tudi Slovenija ga ne rabi. Ne? Zakaj ga pa bi, ne? Če v bistvu spodje temelje socialne države in vsega tega. Seveda je pa na drugi strani res, ne? Da se izredno težko sooča in otepa z določenimi interesi tudi znotraj svoje koalicije ali pa z neko politiko, ki ni enako upravljanje nekega podjetja, ampak to je politika. Če vanj nastopiš, ne, se moraš s tem pač soočiti. Ne. Ja, mislim, ki treba imeti, kako je rekel slovenski režiser, občutek za feeling. Ne. In da je ta imeti občutek za feeling je tisti bistveni element politike, medtem ko pri vodenju podjetja zadošča, da ima človek malo občutka za ljudi, pa gre. Ne? Ja, na vsak način mu je spodletelo že recimo pri odnosu do tako imenovanega nežnejšega spola v svojih lastnih vrstah. On je dejansko bil dan z občudovalkami, ki so zdaj njegove sovražnice, v veliki meri. Prvič. Drugo, kar je, on je bil zadosti zgodaj opozorjen, kaj bo z Bešič Loredanom, kaj se dogaja, kako se dogaja. Stal je za njim leto in pol, ni storil nič, ogromne količine denarja so šle v to in še danes nimamo zagotovila, da za zdravstvo misli resno. Zdajšnja ministrica je približno na istem kurzu, kot je bil Loredan, samo da je manj glasna. Ni videti nobenega konceptualnega napredka. Edini, ki o tem govori, oziroma edini, ki o tem govorijo, je Glas ljudstva oziroma z svojim prvoborcem Dušanom Kebrom in pa zdaj se priključuje tudi 8. marec v nabiranju podpisov za zakon, podpisi za zakon. In mislim, da je to zdaj trenutno edina živa, vitalna fronta v Sloveniji, politično gledano in pa sistemsko gledano v slovenski družbi. To je zdaj edina fronta in mislim, da se ta fronta bo ogrevala in mislim, da bo pač morala dobiti svoj
prostor pod soncem v smislu pozornosti in da bodo ljudje morali podobno kot pri Anhovem nekako dati vedeti, ime česa je bilo izvolitev Roberta Goloba pred letom in pol, ne za vzpostavitev novega sončnega kralja, ampak za izpolnitev nekih sistemskih in pa sploh družbenih nujnosti, ki so bile zelo ogrožene z Janšo. Goloba se pač ne da misliti med grožnje Janše. In Janša ta trenutek, podobno kot Trump v Ameriki, je dejstvo. Prišel bo na oblast, če se bodo ti trendi nadaljevali. Je pa presenetil Janša z potezo, da je dal za šefa strokovnega štaba nekdanjega ministra Počivalška, se pravi osebo, ki je svoj politični vzpon doživela v okviru stranke Mira Cerarja. Hudomušno bom rekel, saj imata skupno zgodovino političnega obraza in mask, ki so bile posajene čez obraze. Govoriš o Cerarju ali Počivalšku? In Janši. Se spomnim une, ki je bila z elastike narejena. Jaz tudi. Sem imel v mislih to in ono drugo. Meni je bilo zanimivo, ker Računsko sodišče dalo to masko s temi elastikami na naslovnico svojega poročila o zadevi COVID. In je tako taka lična naslovnica poročila neke inštitucije, ki se sicer ukvarja z revizorskimi posli, ki niso najbolj spektakularni, ampak ti se je bilo lepo oblikovano. Sem jo spravil, jo moram imeti nekje doma. Masko? Ja. Z elastiko na straničnem papirju zloženem, pa lukance so bile noter, pa... Spomniš? Ja, se spomnim, sam jaz tisti ni stranični papir. Karikiram. Tisti je tkano blago. Ne, blago že ni bilo, to je bilo pač papirus. Greva nazaj, še ena ideja se je v krogih, ki so blizu Janše pojavila, to je pobuda, da bi naredili vlado narodne enotnosti, da bi skupaj za mizo postavili Boruta Pahorja, Anžeta Logarja, Milana Kučana in Janeza Janšo. Sedeli naj bi za mizo toliko časa, dokler se med sabo ne zmenijo konsenzualno, kdo od 4 bi bil predsednik vlade narodne enotnosti. Če pa to usklajevanje ne uspe, pa ne pa žrebajo, kdo bi vlado vodil. Pravi, to je ideja, ki prihaja izpod kupole Katedrale Svobode. Ja, to je ideja, mislim, če bi hotel biti hudoben, bi rekel, očitno je Petru Jambreku zmanjkalo denarja in spet trži svoje interese. Ampak drugače, po vsebini je pa to zelo, zelo prazna in plehka ideja, ki se zdaj ponavlja najmanj tretjič, če se ne motim, vsaj drugič na tej ravni. Če se spomniš v tistih letih, ko je bil predsednik vlade Drnovšek, je na ta konto nastal zbornik Sproščena Slovenija. Dovolj je, da se nehajmo se kregati, zberimo vse pametne ljudi. Takrat je Dimitar Rupel predstavljal tezo, da Slovenija itak nima 2 elite, da ima samo 1,5, in da je treba ljudi pač združiti, pomešati in tako naprej. V ozadju te danje Katedrale Svobode je bila pa želja po zasebni univerzi in fakultetah, ki so se potem seveda tudi zrealizirale. Mislim pa, da sama desnica te katedrale in tega predloga ne jemlje resno. Če pogledaš zdaj Google oziroma tam, kar pač agresivno oglašuje demokracija, se tam najde članek gospe, mislim, da se piše Butala. To je nekaj podobnega, kot je bila nekoč Marija Vodišek, in te gospode razglaša tako rekoč posredno ali skoraj da že neposredno za udbovce, za provokatorje, skratka, češ ne razumejo, da mi tukaj bijemo ne razredni boj, ampak ideološki boj, ki je brezkompromisen.
Skratka, skrajno krilo na Hamas, tako rekoč janšizma, ne, te ideje nikoli ni razumel kot taktični manever in nikoli ne bo očitno razumel. Ne. In očitno se bo sfižila že v izhodišču. A je to dobro ali slabo? To ni nič, ne. Jaz mislim, da je to prazen balon. Dobar, greva nazaj, zdravstvo. Ne? Zdaj, od volitev je minil let pa pol, ne? Počas se bo ta mandat prevesil v drugo polovico. Neki špekulacije, ne, a nas čakajo predčasne volitve. Mimogrede, a ti misliš, da nas čakajo predčasne volitve? Ne. Ker? Verjamem v Goloba, da je zadosti trmast, da bo mandat speljal do konca. Ne. Mislim, jaz verjamem v vsote, ki izhajajo iz številčnosti poslanskih skupin. Ne. Predčasne volitve zanesljivo jih ne bo, vsote pa lahko pokažejo pač Počivalškov učinek. Ne. To bi se pa lahko zgodilo. Ne rečem, da se bo. Kaj je to Počivalškov učinek? Cerar Počivalškov učinek. To pomeni, da se bo stranka, ki se je vzpostavila naproti janšizmu, postala njegov hemeroid, se pravi največji možni zaveznik. Ne. Skratka, teh manevrov smo nekaj že videli, in zgodovina se dejansko grdo ponavlja kot farsa in na koncu kot tragedija, če bi se malo tako z Marksom izrazil. Ne. Ampak možnosti, se pravi, jaz za slovensko politično sceno in politično demokracijo nisem optimist. Jaz mislim, da v Sloveniji novih vzorcev ni in jih ne bo. Mislim, da se vztrajno ponavljajo stara izdajstva in se bodo še pod pritiskom kapitala, pod pritiskom, vzem samo Dars, ne, Dars je zdaj praktično razkril vse. Mislim, metodologijo dogajanja, ki ni samo seveda na ravni desnice, je tudi na ravni levice, je na vseh možnih ravneh. Mi smo v bistvu sužnji v svobodni deželi, ki smo jo delali zase. To sploh nima nobene zveze več za demokracijo, jaz mislim, ne. Pač pa verjamem v to, in zato tudi izpostavljam, in tudi mislim, da zdravstvo je polje, bi lahko bil slovenski Waterloo, ne, za tajkune in tranzicijske konjenike, ne. Če bi seveda civilna družba, kot je pač Glas ljudstva, 8. marec in mogoče še dodatna nova, projicirala praktično vsa svoja razočaranja z nerealiziranih področji iz predvolilnih obljub v eno točko in skoncentrirala to moč v zakon o zdravstvu, ne, oziroma o rešitev javnega zdravstva. V to fronto še verjamem, vse ostalo pa mislim, da je zgodovino. Ampak zdaj kontekst te fronte javnega zdravstva, globalni kontekst, ne, je grozljivo spremenjen. Ne. Mi se pogovarjamo o javnem zdravstvu, o nečem, kar je pomembno, ne, ampak če pa pogledamo satelita, ne, Ja. pa vidimo, da v tem trenutku je človeštvo soočeno z brutalnimi bombardiranji bolnišnic, soočeno je z bolnišnicami, ki so ostale brez energije, brez nafte, brez elektrike. Govorim seveda o Gazi, govorim o trpljenju in umiranju najbolj nemočnih, govorim o trpljenju, umiranju otrok v inkubatorjih. V Sloveniji se bo dogajalo to, kar se v Ameriki. Ne. Govorim na relaciji Janša in ne Janša. Če levica ne zmore nekega koncepta brez preostankov in brez hinavščine v zvezi z javnim zdravstvom in z javnim prostorom, ne, potem je popolnoma vseeno, če zavlada Janša, ker bo to stvar transparentno razstavil. V Ameriki pa zelo podobno. Ne. V trenutku, ko je Joe Biden, v katerega sem jaz osebno recimo verjel, ne, v 10 dneh, 14 dneh dopustil, da je 4000 otrok umrlo, takrat naprej za mene popolnoma vseeno, kdo zavlada Ameriki. Ne. Mogoče celo boljše, da Trump, zato da bo demontiral in na laž postavil tisto Ameriko, ki jo je Alexis de Tocqueville opisoval kot neko avantgardno demokracijo. Ne. Tega preprosto ni več. Ne. In ravno to, kar si omenil, bombardiranje v Gazi, pa ne govorimo zdaj o Hamasu, govorimo o Izraelu oziroma govorimo o Netanjahuju in o njegovem desnem, tako rekoč, genocidnem režimu, ne, ki otroke pobija, ne, ravno dokazuje, kako potreben je koncept javnega zdravstva prostora, kako neobhodno potrebno je revitalizirati to idejo, ki je nekoč bila nosilka
ali pa usporedna nosilka razsvetljenske ideje. Ne. In v zdravstvu se to manifestira. Če pač o tem ne bomo niti govorili, kaj šele, če ne bomo ničesar naredili, in potem smo praktično že sužnji. In sužnji nočemo biti, saj tako smo prisegali leta 1991, ko smo delali ustavo. Mi nočemo biti sužnji. Težko rečem, da ta trenutek že nismo. Ja. Zakaj je to ta pojem sužnji uporabljaš, da ga lahko razložiš malo? Iz Hegla, pač nas v terminologiji sužnja in gospodarja. Ne, gospodar je pač, oziroma zdaj že stvar se nadgradila v tem smislu, ne, da praktično, ali pa bom drugače povedal, nadgradila se je pač tako, da denar vlada, ampak bom drugače povedal, ne, naredimo poročilo iz amorfne gmote. Ne, kdo me zdaj lahko uči, da sem amorfna gmota, se pravi sužen, to je eno in isto. Ne. Gospodar ali pa samo oklicani gospodar, ne, ki je postavil svoj imperij s čisto lažjo in koncesijo do javnega denarja. Jože Anderlič, ne, ki je mala riba, predvsem tem, kar je levica proizvedla v času tranzicije. Ne. Ampak to je izhodišče. Ne. Se pravi, s poštenim delom smo mi ti odvisniki od svojih plač in pa odvisniki od nekih življenjskih poti, ki ne bodo v finančnem smislu nikoli mogle pokazati presežka. Ti ljudje se zlažjo, dobesedno zlažjo, da bo dvignil slovensko kulturo na naslednjo raven, zato da je enostavno na koncu ljudem, ki jim je kultura namenjena, pove, da so amorfna gmota. O tem govorim. Dobro, poročilo za amorfne gmote sva za tokrat končala. Čez en teden nadaljujeva z rubriko Od srede do srede. Kolega Markeš, hvala lepa. Hvala nazaj.